Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 30. september 2025. Moje ime je Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? Pogačarjeva ruandska mojstrovina, več kot 66 km dolg solo za drugo zaporedno mavrično majico. Trg storitev, zakaj potrošniki danes plačujejo več in pogosto dobijo manj. In tudi katere storitve so se najbolj podražile. Med pretočnimi servisi, vremenskimi muhami in manjkom velikih uspešnic se slovenski kini borijo, da bi ohranili družine kot svoje najpomembnejše občinstvo. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Tadej Pogačar je znova pokazal, zakaj velja za enega najboljših kolesarjev na svetu. Na svetovnem prvenstvu v Ruandi je z drugim zaporednim naslovom prvaka na cestni dirki zapisal nov mejnik v zgodovino. Na brutalno zahtevni trasi s 5500 višinskimi metri je z osupljivim solom dolgim več kot 66 km premagal vse tekmece, vključno z Belgicem Remkom Evenepoelom in Ircem Benom Hiljem. Pogačar je slovenski dres oblekel prvič letos, težavnost pa je izkoristil sebi v prid in si podaril najlepše darilo za 27. rojstni dan, sicer z enotedensko zamudo, a če si ga ni mogel že prejšnji teden v posamični vožnji na čas, si ga je tokrat. Slovenska ekipa je bila številčno najmočnejša na startu, v cilj pa sta prišla le Pogačar in Primož Roglič, ki je osvojil 11. mesto. Občudovanje nad njegovim dosežkom so izrazili tudi reprezentančni kolegi, ki so pomagali tlakovati pot do še enega zgodovinskega uspeha. Dogajanje v Ruandi je spremljal kolega Uroš Gramc, ki v današnji izdaji Večera tudi komentira prvenstvo in Pogačarjevo zmago. Uroš, znova izjemen je bil Tadej Pogačar, soliranje na koncu je bilo primerljivo s tistim v lanskem letu. Kako si ti videl njegov nastop na tokratnem prvenstvu? Ja, Mitja, Tadej Pogačar je res bil znova izjemen in je dokazal, zakaj je najboljši kolesar na svetu, sploh na tako težki trasi. Zmagal je na podoben način kot lani v Švici, kar pa je nemogoče, zagotovo je to dosti težje narediti, kot pa reči, oziroma takšen uspeh je vedno težje ponoviti, kot narediti prvič. Pogačar nas je že malce razvadil s svojimi neverjetnimi pobegi, ekstremno dolgimi. Zdaj, če pogledamo malce v zgodovino, so to res izjemni dosežki. To je bil samo en pobeg v skoraj 100-letni zgodovini svetovnih prvenstev profesionalcev, daljši od Pogačarjevih lani v Švici in letos v Ruandi, kar veliko pove, kaj je uprizoril Tadej Pogačar. Kakšna je pa bila vloga slovenske ekipe pri Tadejevi zmagi? Na letošnji napad so se slovenski reprezentanci očitno zelo dobro pripravili, pa vendar na koncu se ni išlo ravno tako, kot so si zamislili. Najbrž saj je imel Pogačar tudi nekaj smole, v prvotnem pobegu je imel zraven dva kolesarja, ki pa sta ga dosti zgodaj, relativno zgodaj, če rečem v narekovajih, pustila na cedilu in je moral kar 66 km odpeljati sam, a vendar je zmogel in dokazal, da si je to zlato kolajno in mavričasto majico krvavo zaslužil. Mislim, da se je celotna slovenska reprezentanca, tako kot sem že omenil, zelo dobro pripravila na to cestno dirko svetovnega prvenstva. Dobro so vedeli, česa je kateri kolesar zmožen, kje lahko kdo kaj prispeva. Svoje naloge mislim, da so opravili zelo dobro, Tadej Pogačar pa je potem na koncu samo izpeljal ta zadani načrt z malce improvizacije, kar je pri tem nujno potrebno, brez česar ne gre, in uspeh je prišel. Pa tudi sicer, kako si videl prvenstvo v Ruandi, ne le športnega, pač pa tudi z organizacijskega vidika? Pred prvenstvom v Ruandi, torej pred prvim prvenstvom na afriški celini, nismo bili povsem prepričani, kaj lahko pričakujemo, vendar mislim, da smo na koncu lahko zelo zadovoljni. Vsaj, kar smo videli nadaleč, ni bilo videti kakšnih večjih organizacijskih napak. Kolesarji so sami rekli, da so bili zelo zadovoljni, kako je vse skupaj izgledalo. Bilo je ogromno gledalcev o progi, ceste so bile
na novo asfaltirane, zelo lepe ceste. Mislim, da se nihče ni mogel izgovarjati, da je šlo kaj narobe zaradi tega. Poleg tega pa je bil tudi varnost, ne, ki je bila mogoče eno tako vprašljivo vprašanje. Varnost je bila tudi na kakšnem nivoju, ni bilo videti kakšnih incidentov, zato mislim, da je prvenstvo kar uspešno bilo izpeljano. Edino, kar bi mogoče bilo zanimivo za izpostaviti z tega organizacijskega vidika oziroma iz priprave trase, mnogi smo bili malce presenečeni, da so se v Ruandi v Afriki odločili za tako težko traso, saj imajo na primer v svetovni seriji Binyama Girmeja, ki je dejansko elitni kolesar, ki pa je bolj šprinter, kot pa hribolazec je mojster hitrih zaključkov, tudi preživi kakšen klanec, zato smo bili malce presenečeni, da se niso odločili in pripravili traso malce bolj za njega, kar bi bilo najbrž izvedljivo in bi se lahko Afrika veselila tudi enega takšnega uspeha še iz športnega vidika. Še dva zanimiva konca tedna se obetata pred zaključkom letošnje sezone, najprej Evropsko prvenstvo v Franciji in potem še dirka po Lombardiji. Kaj torej še lahko pričakujemo od slovenske reprezentance in od Tadeja Pogačarja? Ja, sezone še ni konec, je pa že kar precej pri koncu. Pred kolesarji sta še dve veliki dirki, obeh se bo udeležil Tadej Pogačar. Prva bo že ta konec tedna dirka za naslov evropskega prvaka, torej celotno evropsko prvenstvo. Seveda si največ spet obetamo od cestne dirke članov. Naslednjo soboto bo pa zadnja dirka v sezoni, zadnja enodnevna dirka svetovne serije, zadnji spomenik sezone, to je dirka po Lombardiji, na kateri bo Tadej Pogačar lovil rekordno 5. zmago oziroma se bo poskušal izenačiti z legendarnim Italijanom Faustom Kopijem. Tudi Primož Roglič menim, da ima tam možnosti za uspehe. Tudi že bil pri vrhu. Evropsko prvenstvo pa je prav tako letos evropsko prvenstvo, ki postaja vse bolj uveljavljeno. Nekoč je bilo rezervirano za mlajše kategorije, za mlajše člane, zdaj zadnje leta se ga udeležujejo tudi profesionalci in letos je trasa kar precej zahtevna. V Franciji je udeležbo na primer napovedal tudi Jonas Vingegaard, Pogačarjev največji rival na dirki po Franciji in mislim, da bo ta dirka še kako zanimiva. Zidarji, elektroinštalaterji in vodovodarji so v zadnjem letu občutno podražili svoje storitve. Analiza portala Moj mojster kaže, da so cene v gradbeništvu zrasle za povprečno 12%, kar je 4-krat več od uradne inflacije v Sloveniji. Največji skok beležijo pri elektroinštalaterjih, kjer so storitve dražje za kar 23%. Zidarji sledijo 14% dvigom, vodovodarji z 12%, keramičarji z 11%, najmanj pa so se podražile storitve slikopleskarjev za 9%. Razlogi so pomanjkanje kvalificiranih ljudi, višje cene materialov in vse bolj zahtevni projekti. Čeprav se trg nekoliko umirja, mojstri napovedujejo, da bo rast cen še trajala. Toda višje cene ne prinašajo nujno tudi višje kakovosti. V Sloveniji se namreč vse pogosteje dogaja, da izvajalci prejmejo predujem, dela pa ne opravijo v celoti, ali pa se na gradbišču sploh ne pojavijo. Primer Mateja Novaka in njegove mame, ki je za zidani kamin plačala 2000 evrov, mojstra pa na to ni bilo več na spregled, je le eden izmed mnogih. Kurilna sezona prihaja, naročniki pa ostajajo praznih rok in z občutkom nemoči. Rešitve so dolgotrajne, sodni postopki ali prijava na tržni inšpektorat, kjer priznavajo, da se s takšnimi primeri srečujejo dnevno. Glavna tržna inšpektorica Andreja But opozarja, da zakon sicer ščiti potrošnike. Podjetje mora delo opraviti najpozneje v 30 dneh, sicer lahko naročnik od pogodbe odstopi in zahteva vračilo denarja. Toda v praksi so postopki dolgi, kazni pa za potrošnike ne pomenijo vedno tudi povračila škode.
Globe za podjetja lahko znašajo od 3.000 do 40.000 evrov, a ko denarja ni, ostanejo le papirnata opozorila. Kaj lahko torej storimo? Najpomembneje je, da se potrošniki zaščitimo sami. Ne plačamo celotnega zneska vnaprej, preverimo reference izvajalca in sklenemo jasno pogodbo. Dvig cen v gradbeništvu bo očitno še nekaj časa realnost, a še dražje od visokih računov je razočaranje, ko kljub plačilu storitve nikoli ne dočakamo. Preventiva ostaja edino orodje, ki lahko omili posledice, ker ko mojster izgine, ostanemo sami z nedokončanimi zidovi, prazno denarnico in dolgim bojem za pravico. Kino je bil dolga desetletja ena najbolj priljubljenih oblik družinskega izleta. Skupno doživetje ob velikem platnu, kokicah in otroškem navdušenju. Toda zadnja leta številke obiskov ne lažejo. Nekdaj zanesljive uspešnice, kot so Minioni ali Ledena doba, v Sloveniji ne dosegajo več magične meje 100.000 gledalcev. Septembrski rezultati, ko so 3 animirani filmi skupaj privabili komaj nekaj tisoč ljudi, so sprožili vprašanje, ali se družine raje odločajo za domači ogled na Netflixu, Disney Plusu ali Voju. Vodje slovenskih kin temu oporekajo. Kot poudarjajo, so družine še vedno njihov najmočnejši steber, saj ena odločitev za obisk pomeni več vstopnic, prigrizkov in skupno izkušnjo, ki je doma ni mogoče poustvariti. Slab september pripisujejo predvsem lepemu vremenu, začetku šolskega leta in dejstvu, da je filmom na sporedu enostavno manjkala teža. Kot pravijo, animirani naslovi, ki resnično privabijo množice, šele prihajajo. In ko pride tista prava risanka, otroci še vedno povlečejo starše v dvorano. A realnost je jasna, konkurenca pretočnih platform je vse močnejša. Disney Plus je v 3 letih spremenil navade številnih družin, ki imajo zdaj doma na dosegu roke skoraj vse nove risanke. Kljub temu pa strokovnjaki opozarjajo, kino izkušnje to ne more nadomestiti. Družinski izlet v kino je več kot film, je dogodek, ritual, skupen spomin. Prav zato kini vlagajo v nove formate in dodatne vsebine. Ustvarjalne delavnice, rojstnodnevne zabave, kinovrtičke za najmlajše, tematske dogodke ob premierah. Ko kino postane več kot film, ko obiskovalce čaka tudi presenečenje, igra ali ustvarjanje, takrat družine spet začutijo, da gre za posebno priložnost. In prav v tem, poudarjajo sogovorniki, je prihodnost kinodvoran. V kombinaciji filma in izkušnje, ki je pretočni servisi ne morejo ponuditi. Streaming je realnost, a kino ostaja prostor skupnega doživetja. To je bil Večerje zjutraj 30. septembra 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec v družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.